No, najhujš se mi je zdelo to. Mi smo bili v hiši dve stranke. Vsak pol hiše smo imeli kupljene. In tisti, ki je bil, pisal se je Damjan, Štefan, in tisti je bil grozno za Madžarane. In ni vedel, kako bi našega očeta spravil. Ga je obtožil, da mu je ukradel eno sekiro. No, to veste, kaj je sekira, ne? Ki jo ima vsak doma, sploh na kmeti. Ampak nisi dal dopovedati, da ni res, pa da ni, pa da je, pa da mu je Kovač nekako uštimal, da ni bila več taka, kot je bila njegova, ne. In so ga prišli iskat, ti Madžari, dva policaja, no, ali pa vojaka, no, in kaj sta bila, ne. In so ga peljali na občino in so ga tako pretepli zaradi tiste sekire, da revež ni mogel hoditi. Pa domov pride, komaj se je privlekel. Se je pa slekel, pa je pa mama videla. Ja, glih to, da ga niso ubili, no. To mi je ostalo pa tudi najbolj žalostno. No, bil je tudi interniran, to je tudi bil v Kanjiži, velika Kanjiža na Madžarskem. V Zalaegerszegu tudi je pisal, da je v enem kraju je spal na tleh, na slami, na betonu. Je rekel, tle, ki je bil pol pa premeščen, tle pa spim, vsej na podnu. Pa delal je delat so hodili v ene tovarne, tam, kjer so tobak gojili, tu na Madžarskem nekje. To, edino to, drugače pa. Kaj se je pa s tem sosedi zgodilo pa po vojni? Nič. Nič. Vse je utihnilo, vse je bilo mirno. Naš ga ni nikoli tožil. Pozabljen je bilo. Govorili nismo, mi med sabo nismo govorili. Nikoli več.